Dobro, podprli smo se za silo. Zdaj pa Mustanga vrnemo, pa gremo pogledati pa eno stvar, ki je mogoče še malo bolj zanimivo od avtomobilov. Kennedy Space Center. A veš, tale plac sem si pa jaz želel obiskati od tistega trenutka, ki mi je ati, še ko sem bil tokle visok, razložil, kdo je bil tisti možakar z imenom pa priimkom Neil Armstrong. In mater sem vesel, da sem danes tukaj. Drugače pa to kraj velikih triumfov, pa tudi tragedij. Za tiste, ki ste malo mlajši, vas pa mogoče to niti ne zanima, ampak veš tista znamenita misija Challenger leta 1986, ko je ena od nosilnih raket zaradi ene manjše težave eksplodirala 73 sekund po vzletu, pa je cela posadka umrla. Come on! A veš, zakaj jaz še posebej cenim delo nase? Predvsem zato, ker se je na tej poti raziskovanja vesolja zgodilo toliko izumov, ki pomagajo meni pa tebi, vsakdanjemu človeku. A veš, ta vesoljska dirka med ZDA pa Rusijo je prinesla tolikega napredka, tolikih konkretnih rešitev, zaradi katerih je življenje posameznika danes veliko boljše, predvsem pa lažje. Ker že govorimo o izumih, ki pomagajo meni pa tebi. A veš, recimo tale raketa, imenuje se Delta, je v vesolje pognala prvo sončno celico. A veš, sončna celica je bila izumljena zato, da so lahko Američani v vesolju imeli nekaj, kar je bilo lightweight, pa zanesljiv vir energije, ki je izkoriščal okolico, zato da je to energijo dobil. No in izum sončne celice je samo vrh ledene gore, ki je tako pa drugače koristila, pa še danes koristi človeštvu. Veš kaj pa to za mano? Raketni motor. Najmočnejši raketni motor z eno izpušno šobo. Zato, ker Rusi so imeli enega tazga, ki je imel 4, pa je bil malo močnejši. V glavnem 5 takih motorjev je poganjalo raketo Saturn, ki je ponesla Apollo misije v vesolje. In vsak od teh motorjev je imel, jaz ne vem, če si znaš to predstavljati, no, ampak več kot 8 ton potiska. To je veliko, to je od točno tukajle, vidiš, pa do Kitajske. In 5 takih motorjev je vsako sekundo porabili skoraj 13,000 litrov goriva. Vsako sekundo. A veš, kakšne številke so to? In v 2 minutah pa pol je 5 takih motorjev raketo Saturn pognalo do hitrosti 10,000 km/h, pa 68 km visok. Come on! To so D-motorji. Ever. No pa mimogrede, ko že govorimo o ameriškem vesoljskem programu, o NASA pa tako naprej, jaz redko priporočam kakšen film, ampak če te ta stvar vsaj malo zanima, prosim lepo, poglej si film The Right Stuff. Ed Harris, Scott Glenn, Dennis Quaid, pa še kupenih drugih. Film mislim, da je dolg ene 3 ure, ampak stari, to so 3 ure, ki jih ne boš stran vrgel. In 15 minutes this guy is gone. Tlele mislim, da so večinoma vsi tisti, ki so tako ali pa drugače leteli v vesolje, pa imeli gor opravka, ampak veš koga pa ni? Sunita Williams, Slovenki, ki je šlo v vesolje. Enač mogoče pa še pride gor. Largest buildings by volume, the Vehicle Assembly Building, or VAB, 525 feet, or 160 meters high, to reach its goal of human exploration of Mars. And then the whole collar herself weighs 6 million pounds. And the shuttle era, so like I said, it is retracted into their hangar right now. Now his is right off the right side. You can see his body and his tail and his head. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8. Right here, where it actually happened. To je pa kontrolna soba, s katere so nadzorovali prvo pot astronautov do Lune pa nazaj.
Malo so me presenetili, ker tega pa res nisem pričakoval. Pa koliko je to ogromen, glej, do kam gre. Če se bo dal, bom sem še kdaj prišel, pa ta malo sem prepel. O, noro, stari. Lunarni modul, le zdaj to. Pa en najbolj zanimivih avtov vseh časov, no, to ni avto, to je Lunar Buggy. Vidiš, takole zgleda pa v kapsuli, kjer so astronauti. Neverjeten naknap. Veš, na koncu veš, da rabiš 100 metrov rakete, da spraviš to kapsulo v vesolje. Komi čakam, da ga vidim. Wow, stari! To je the real thing, stari. A veš, koliko je ogroman v resnici? Mimogrede, a veš, zakaj se imenuje raketoplan? Zato, ker vzleti tako, ker raketa pristane, pa kot avion. Tle greš pa lahko v kokpit pogledati, koliko je placa, pa kako se skupaj izgleda, glej. Pa na drugo stran. Zmer sem hotel sedeti na sedežu v kokpitu v Space Shuttle. Saj jaz vem, da je to samo maketa. Ampak feeling je pa vsem ta prav. Lej, takole zgleda. No, tako tele vesoljske pustolovščine je konc, zdaj pa iz Floride proti Severni Karolini, med drugim tudi v Fort Mill, kjer ima Continental svoje severnoameriške pisarne, od tam naprej pa v Charlotte, pa bomo pa videli še, kaj pa kako.